Nekaj je zadovoljivega pri uporabi stisnjenega zraka kot vira energije, pa naj bo to za poganjanje pravih koles ali radijsko vodenih letal. Ali samouničujočih se helikopterjev. Toda eno področje, ki ga še nisem popolnoma raziskal, je uporaba turbin na stisnjen zrak. Ta video je sponzoriral Onshape, več o njih kasneje. Preden zgradimo nekaj turbin, potrebujemo način za merjenje njihove zmogljivosti. Zato bom izdelal inercijski dinamometer. Da to naredim, kupil sem jekleni disk na eBayu in izvrtal luknjo v sredini, kar mi omogoča, da ga namestim na ramenski vijak, ki bo služil kot os, na kateri se bo vrtel. No, bolj kot vrtel, saj sem os prilepil na disk, da ga lahko turbina zavrti. Nato sem nanesel še nekaj slojev barve, da preprečim rjavenje navadnega jekla, preden izdelam tesno pritrditev, na kateri se bo vrtel. Potrebno ga je le še uravnotežiti, preden ga zavrtim na več tisoč obratov na minuto. To lahko naredim tako, da na težji strani odstranim nekaj teže z vrtanjem majhnih lukenj. Inercijski dinamometer deluje tako, da na težko vztrajnik pritrdim preizkusno napravo, v tem primeru turbino, in jo pospešim do hitrosti. In z merjenjem pospeška vztrajnika bi moral biti sposoben določiti navor in moč turbine. Najprej pa moram izmeriti število vrtljajev vztrajnika na minuto. Sprva sem se odločil uporabiti ta infrardeči senzor, ki oddaja visok ali nizek signal. Ko črte na disku prehajajo mimo, kar je enak način kot komercialni tahometri merijo število vrtljajev na minuto. Težava tega sistema je, da šteje število črt, ki v določenem časovnem obdobju preidejo mimo senzorja. Na primer, koliko črt preide mimo v eni sekundi. In daljše kot je to časovno obdobje, bolj natančno je odčitavanje. To je v redu za merjenje konstantnih vrtljajev, recimo električnega motorja. Ker pa želimo meriti pospešek turbine, moramo biti sposobni izmeriti njeno hitrost večkrat na sekundo. In ta sistem preprosto ni dovolj natančen. Poleg tega je lahko nekoliko nevarno, če se kolo, ki ga neposredno poganja turbina, vrti s hitrostjo tudi do 20.000 vrtljajev na minuto. Zato sem opustil to zasnovo in izdelal še en inercijski dinamometer z magnetnim kodirnikom, ki omogoča zelo natančne meritve kotnega položaja in vrtljajev na minuto. Prav tako pa tudi prestavno razmerje. Tako se lahko turbina vrti veliko hitreje, medtem ko vztrajnik ostane pri varni hitrosti. Nato sem na svojem Formlabs Foam 3 smolnem tiskalniku tridimenzionalno natisnil testno turbino. Ker je sposoben izdelave zelo natančnih delov, kot so ta majhna turbinska rezila, ter šobo z majhnim premerom za usmerjanje zraka skozi turbino. This test was run at 60 psi using a large... Ta preizkus je bil izveden pri 60 psi z uporabo velikega rezervoarja za stisnjen zrak. Turbina pa je dosegla hitrost nekaj več kot 18.000 vrtljajev na minuto. Kar lahko z uporabo kodiranih podatkov prikažemo na grafu, kot je ta. Več navora, kot proizvede turbina, hitreje se bo kolo pospeševalo. Torej, pri nizkih vrtljajih je naklon strm, kar pomeni visok navor. Nato pa se pri višjih vrtljajih začne izravnavati, kar pomeni nižji navor. To lahko prikažemo kot graf navora glede na vrtljaje, ki pokaže skoraj popolno ravno črto, saj se navor zmanjšuje, medtem ko se vrtljaji povečujejo. To je smiselno, saj je proizvedeni navor posledica zraka, ki zadene lopatice, in ko se lopatice vrtijo hitreje, se razlika v hitrosti med zrakom in lopaticami zmanjšuje. Morda se zdi, da turbina najbolje deluje pri nizkih vrtljajih, saj se takrat ustvari največji navor. Vendar je to trenutek, ko moramo izračunati izhodno moč turbine, ki je rezultat tako navora kot tudi vrtljajev. Torej, če vstavimo vrednosti v to enačbo, lahko narišemo graf moči glede na vrtljaje, ki nam daje veliko več informacij o optimalnem območju za to turbino, z največjo izhodno močjo približno 11 W pri nekaj manj kot 10.000 vrtljajih na minuto. Ta zasnova turbine ni nič novega, saj sem podobno zasnovo uporabil, ko sem pred nekaj leti poskušal zgraditi helikopter na stisnjen zrak. Toda iz mojih prejšnjih testov se je zelo dobro izkazala glede proizvedenega potiska in tudi enostavnosti izdelave, saj ne zahteva tesnih toleranc med gibljivimi deli. A že nekaj časa si želim preizkusiti turbino, znano kot lopatični motor. Ta turbina uporablja kolo, ki se vrti znotraj zamaknjenega ohišja in ima več prosto gibljivih lopatic okoli svojega oboda, ki so potisnjene navzven, ko se turbina vrti. Tako, ko zrak pod visokim tlakom vstopi skozi zgornji levi del, pritiska na lopatice in se postopoma širi, ko potuje okoli turbine. To je ista turbina, ki se uporablja v številnih pnevmatskih orodjih. Uporabljal pa jo je tudi kolega YouTuber Works by Design, kjer je z njo poganjal ornitopter. Check out his video as it's an awesome project. Zelo priporočam, da si ogledate njegov video, saj je to res odličen projekt. Nažalost pa mojega nisem uspel spraviti do tako dobrega delovanja.
Mislim, delovalo je, ampak trenje med deli v kombinaciji s pomanjkanjem zrakotesnih tesnil je naredilo stvar izjemno neučinkovito. Nato sem pomislil, da bi moral preizkusiti komercialni pnevmatski vrtalnik, saj ta prav tako uporablja lopatični motor in bi moral biti bolj izpopolnjen dizajn. In zveni odlično. But it does drain my air tank very fast. Ampak zelo hitro izprazni moj zračni rezervoar. To je pri dejanski hitrosti 24-litrskim rezervoarjem za stisnjen zrak. Ko je nameščen na inercijski dinamometer, proizvede veliko navora pri precej nižjih vrtljajih kot 3D tiskana turbina. Ampak to je smiselno glede na količino zraka, ki ga porablja. Zato primerjamo učinkovitost obeh turbin tako, da jo poganjamo z določeno količino zraka iz 2-litrske plastenke pri 80 psi. The 3D printed turbine runs for about 20 seconds. 3D tiskana turbina deluje približno 20 sekund in proizvede največjo moč 7 W, z največjo hitrostjo 8300 vrtljajev na minuto. In pnevmatski vrtalnik? Well, it drains the bottle almost instantly. No, izprazni steklenico skoraj v trenutku. Nato sem želel preizkusiti nekaj različnih profilov rizil na originalni turbini, zato sem natisnil nekaj za testiranje. To je originalna zasnova s temi osnovnimi rezili v obliki črke C, ki bodo služila kot kontrola. Pri 60 psi je imela največjo izhodno moč 11 W. Nato sem natisnil to zasnovo, kjer je zadnji rob rezila soosrediščen s polmerom naslednjega rezila, kar ustvarja kanal stalne širine, skozi katerega lahko zrak teče, ki deluje bistveno bolje z največjo močjo 12 W, vendar z veliko višjo največjo hitrostjo 19400 vrtljajev na minuto. In končno, ta zasnova turbine, ki je podobna letalskemu krilu, vendar ni določen aeroprofil. Navdihnile so me te lopatice, ki sem jih videl med raziskovanjem plinskih turbin, in sem mislil, da jo je vredno preizkusiti. The max power of just under 13 watts. Ta je proizvedla največjo moč nekaj manj kot 13 W, vendar je zanimivo, da je imela enako največjo hitrost vrtljajev kot druga turbina. Te teste sem tudi ponovil, vendar namesto stalnih 60 psi iz mojega velikega zračnega rezervoarja sem uporabil 2-litrsko plastenko pijače, napolnjeno na 80 psi. To bo namreč konfiguracija za shranjevanje zraka, ki jo bom uporabil kasneje v projektu. In pri tem testu se je druga turbina odrezala najbolje. Torej, ali druga turbina doseže večjo izhodno moč, preden se tlak v plastenki zmanjša, ali pa ji bolj ustreza višji tlak, 80 psi. Kakorkoli že, rezultati so zelo podobni, zato mislim, da na tej stopni to ne bo imelo velike razlike. Dodal sem še en dizajn, ki mi je prišel na misel pred kratkim, ki ima te kanale, ki usmerjajo zrak proti središču turbine, v upanju, da bi tako zajel več zagona iz zraka. Ampak z največjo izhodno močjo, nekaj več kot 4 W, se bomo odločili, da ta dizajn prezremo. Tako da dokler ne najdem bolj učinkovitih zasnov turbin za testiranje, uporabimo te podatke za nekaj, kar bo proizvedlo več kot le visokofrekvenčno cviljenje. No, morda bo prav tako proizvedlo visokofrekvenčno cviljenje. Začel sem s tiskanjem šasije, ki bo vsebovala turbino, ker kdo pa si ne bi želel radijsko vodenega avtomobila na turbino. In da bi ga naredil radijsko vodenega, sem natisnil tudi ventil, ki bo deloval kot regulator pretoka, kjer naj bi ta majhen stožčast kos uravnaval pretok zraka do turbine. In ko je to nameščeno v šasiji, lahko pritrdim servomotor, da ga bom, upajmo, lahko upravljal nadaljavo. Then I attached a small length of tubing to join the throttle to the Nato sem pritrdil kratek kos cevi, da sem povezal regulator pretoka s šobo turbine, ki bo usmerjal zrak v turbino. Ta zasnova turbine je skoraj enaka tistim, ki sem jih preizkusil prej, vendar ima zobnik za pogon zadnjih koles. Edina težava je, da mislim, da sem ta ležaj zlomil, ko sem ga vstavljal v pesto, zato bom moral kasneje spremeniti zasnovo, ampak vsaj se dobro pritrdi na šasijo in se lepo poravna s šobo. Nato sem pritrdil nosilec za pritrditev plastenke kot tlačne komore, ki jo lahko povežem z regulatorjem plina. Z nekaj gibljive cevi, kot tudi enosmernim ventilom za polnjenje plastenke s stisnjenim zrakom s pomočjo tlačilke za kolo. Tako sem pravkar natisnil novo turbino. Tokrat je natisnjena iz polovice smole in polovice PLA-ja, natisnjenega s FDM postopkom. Na ta način sem lahko lažje vtisnil ležaj, prav tako pa lahko kasneje po potrebi zamenjam zobnik. In kar lahko naredimo je, da pritisnemo to majhno cevko, ki je enak tip priključka kot pri mojem prejšnjem letalu, na zračni pogon in napolnimo plastenko. The bottle up to 50 psi. Tako sem pravkar napolnil plastenko do 50 psi. Slišim majhno puščanje, ampak ni prehudo, če samo obrnem ta pokrovček in ga izvlečem. Zdaj je celoten sistem pod pritiskom in moral bi lahko povečal plin, turbina pa bi se morala zavrteti.
Whoa. That is so cool. The next step is... To je tako cool. Naslednji korak je, da dodam nekaj koles, za kar sem izbral te smešno videti dragsterske pneumatike, ki bojo, upam, zdržale vseh 11 vatov moči turbine. Ko so te pritrjene na zadnjo os in s prestavnim razmerjem, ki naj bi doseglo največjo moč pri približno 15 mil na uro, zadnji del avtomobila je zdaj dokončan in čas je, da zgradim sprednji del šasije. Da bi ohranil nizko težo, sem se odločil uporabiti 2 ogljikovi palici za pritrditev sprednje šasije. Steklenica pa naj bi lepo sedela na vrhu teh palic. Ko je sprednja šasija pritrjena na svoje mesto, je čas, da namestim krmiljenje in nekoliko manjša kolesa. Če sem iskren, bi imela ta kolesa verjetno dovolj oprijema, da bi bila lahko tudi zadnja kolesa. Vendar tiste dragsterske pneumatike niso bile poceni, zato jih bom obdržal. Nato lahko oba sprednja krmilna zgloba povežem s krmilno palico, ki bo ustvarila potrebno krmilno geometrijo. In nazadnje, še nekaj nareda pri nameščanju elektronike, na kar nisem ponosen. Ampak to je prototip, zakaj bi torej delal urejeno? God, we've got a lot of pumping to do today. Joj, danes nas čaka veliko pumpanja. Odklopi čev. In poglej, če bo speljalo. It doesn't go very far. But let's try. Ne gre prav daleč, ampak poskusimo pri višjem pritisku naravnost. That's not coming back. What's the range of this? To se ne bo vrnilo. Čeprav doseg tega avtomobila ni velik, zato ni povsem kriva turbina. Skoraj 34% celotne teže avtomobila je namreč v zadnjih kolesih. Je veliko rotacijske mase, ki jo je treba pospešiti, kar deluje skoraj kot lastni vztrajnostni dinamometer. Kljub temu ima ta turbina še dolgo pot, preseže učinkovitost mojih prejšnjih zračnih motorjev. Zdaj, ko imamo vztrajnostni dinamometer, bo veliko lažje razvijati in testirati nove zasnove. Naprimer, večstopenjske turbine z več rotorji in statorji, kot jih uporabljajo industrijske plinske turbine v polni velikosti. Ali pa če ima kdo od vas, ki to gledate, kakšno idejo za turbino, lahko poskusite skočiti v Onshape in svoje ideje spremeniti v tridimenzionalne modele. Onshape je profesionalni tridimenzionalni CAD sistem, ki je bil v celoti zgrajen v oblaku in deluje v spletnem brskalniku, kar ga loči od tradicionalnih CAD sistemov, saj se nikoli ne sesuje. Vsako posamezno dejanje, ki ga naredite, je zabeleženo, tako da se lahko vedno razveljavite spremembe, ki ste jih naredili, če zasnova ne deluje povsem. Prav tako je možnost sodelovanja pri zasnovah zelo pomemben del ustvarjanja projekta. In Onshape vam omogoča, da v realnem času delite zasnove z drugimi. Ali pa je mogoče projekt razdeliti na način razvejanja in združevanja, ki je navdihnjen po GitHubu. Tako lahko nekdo, ki ima idejo za spremembe, ustvari svojo vejo in dela na svoje ideji, ne da bi motil glavno zasnovo. Verjetno ste me že videli uporabljati moj Formlabsov smolni tiskalnik v mnogih mojih videih. Formlabs pa je pravkar napovedal svoj novi tiskalnik Form4, ki je bil v celoti zasnovan v Onshapeu. Torej, če ste inženir, oblikovalec izdelkov ali pa želite svojo idejo spremeniti v izdelek, Onshape zdaj ponuja do 6 mesecev njihove profesionalne različice brezplačno, zato vam toplo priporočam, da obiščete Onshape na onshape.pro. Poševnica Tom Stanton. Povezava bo v opisu videa. Najlepša hvala za ogled. Še ena zadnja stvar, letos bom na Open Source v San Franciscu med 14. in 16. junijem. Lansko leto je bil dogodek res izjemen in letos bo še boljši. S toliko ustvarjalci na YouTubu, toliko razstavami in vsemi, ki prinašajo svoje cool izume ter se preprosto zabavajo. Če še nimate vstopnic, vam toplo priporočam, da jih kupite in upam, da se kmalu vidimo v San Franciscu. Najlepša hvala za ogled. Nasvidenje.